Glasbeni pouk je bil letos predolgo organiziran le na daljavo, pravijo učenci, in to se pozna tudi pri znanju. Sem izgubila moč v prstih, ja. Pri Zoomu je bilo ogromno zamikov, moja učiteljica ni vedela, kdaj naj se ustavim in kdaj naj začnem. Bil sem zelo vesel, da sem prišel nazaj v glasbeno šolo, ker slišiš nekoga, ki igra v živo. Posledice koronske glasbene šole na daljavo bodo učitelji upoštevali tudi pri ocenjevanju in pri letnih izpitih, ki so pred vrati. Za skladbe je pomembna predvsem težavnost. Izbereš si pa s pomočjo učitelja, da bomo imeli maske gor, pa da bomo bolj na razdalji. Če sproti delaš, pa da nisi v velikem zaostanku, pa delaš vse zadnjo sekundo, se da pač vse normalno speljati, samo vaja in delo. To velja tudi za vse sodelujoče na državnem tekmovanju mladih glasbenikov Temzik. Na tekmovanje sem se prijavil zato, ker hočem imeti čim več dobrih dosežkov. S tem bom dobil samozavest, bolj se bom navadil igrati pred ljudmi. Če samo igrava, kot se je zdaj to zgodilo, ker so ga tokrat prestavili to tekmovanje, polkrat izgubiš pač voljo za igranje, ne? Pa ja, če zlato plaketo dobiš, ne, je to pač pogoj tudi za to za štipendijo. Če dobiš zlato plaketo na splošno, če torej prvo, drugo, tretje mesto ni važno, da to tudi za naprej veliko pomeni. Te dni pa imajo vsi, ki bi se radi vpisali v glasbeno šolo, tudi sprejemne izpite. Vpišete se lahko, če ste stari med 6 in 11 let, še kakšno leto starejši pa, če izberete glasbilo, kjer je učencev manj. To so na primer bariton, tuba in fagot. Učenec ponavadi pripravi kakšno pesmico, potem pa ga še mi malo sprašamo, mu damo kakšen ritmični motiv, on ponovi ta ritmični motiv, zapojemo mu kakšen melodični motiv in potem on to ponavlja za nami. Nič hudega pravzaprav to ni. Mi upamo, da bo zanimanje za glasbeno šolo ostalo, saj glasba vsekakor v teh težkih časih in trenutkih pripomore k neki sprostitvi in olajša vso situacijo.